Iz proračuna mestne občine Celje za obnovo celjskega doma v Baški 50 000 evrov. Mladi na otroškem parlamentu o šolstvu in šolskem sistemu. Zaradi slabih vremenskih razmer bo moten odvoz odpadkov. Košarkarice Cinkarne Celje zmago proti Beroju že na zaključnem turnirju Jadranske lige. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Na torkovi redni seji mestnega sveta mestne občine Celje so svetnice in svetniki potrdili predlog za povečanje osnovnega kapitala v družbo, ki je lastnica počitniškega objekta Celjski dom v Baški na otoku Krku. Mestna občina Celje bo tako iz proračuna za dokapitalizacijo podjetja namenila 50 000 evrov, ki jih bodo porabili za obnovo dotrajanega objekta. Mestna občina Celje je ustanoviteljica in edina družabnica Celeja d.o.o., podjetja s sedežem v Baški na otoku Krku, ki je lastnik Celjskega doma v Baški. Na podlagi veljavnega odloka o izvajanju koncesije za izvajanje gospodarske javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence, ki imajo stalno prebivališče na območju mestne občine Celje. Financiranje za izvajanje dejavnosti poteka preko 3 kanalov, in sicer neposredno od prihodkov prodaje storitev uporabnikom, potem na osnovi sklenjenih pogodb z Zavodom za zdravstveno varstvo Republike Slovenije, ki sofinancira programe zdravstvenih kolonij, in iz proračuna mestne občine Celje. Glede na starost Celjskega doma je objekt vsako leto potrebno prenavljati, obnavljati, za kar pa so seveda potrebna finančna sredstva. V letošnjem letu se tako predvideva sanacija ostrešja in zamenjava strešne kritine na osrednjem delu objekta, da bi se izognili morebitnemu ogrožanju varnosti tamkajšnjih zaposlenih in pa seveda uporabnikom, koristnikom storitev, torej otrok. V skladu z zakonom o gospodarskih družbah je oddelek za splošne zadeve na mestni občini Celje na seji podal predlog za povečanje splošnega kapitala v višini 50 000 evrov. S tem denarjem bi lahko obnovili objekt do te mere, da bi bilo bivanje v njem še varnejše in prijetnejše. Z obnovo objekta se bodo storitve počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence lahko še naprej nemoteno uporabljale. Za ta namen predvsem pa bo še naprej zagotovljeno kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe. Svetniki in svetnice so predlog povečanja osnovnega kapitala v družbo Celeja d.o.o. potrdili s 27 glasovi za, nobenim proti, en svetnik pa se je glasovanja vzdržal. Približno 100 otrok iz 13 osnovnih šol iz območja upravne enote Celje je na 28. otroškem parlamentu razpravljalo o šolstvu in šolskem sistemu. Gre za eno redkih možnosti, ko mladi, ki jih sistem še ne ukalupi v svoje okove, iskreno povedo, kaj jih pri določeni temi moti. Drugo vprašanje pa je, kako njihove kritike in predloge sprejmejo odgovorni in koliko njihovih predlogov se na koncu uresniči. Vsakoletno temo za razpravo izberejo mladi na državnem srečanju za prihodnje leto. Tokrat je bila na sporedu razprava o šoli, učenci pa so v prostorih Narodnega doma tematiko obdelovali v obliki delavnic in končni diskusiji. Mladi so pokazali, da znajo biti tudi samokritični. Motenje pouka od nekaterih šolcev, neposlušanje, potem med testi tudi švinglanje, lonkanje, pa to pa bolj prije, to negativno, da se zadnji dan ali predzadnji dan učijo za celo osnov za test. In hkrati konstruktivni s predlogi. Reč pa jaz mislim, da bi te posebne probleme, ki imamo v šoli, morali reševati privatno in ne toliko na razredni programi. Razredne vloge so zato, da se pogovorimo, če imamo težave z ocenami, če imamo kakšne posebne dogodke v šoli, da analiziramo kakšne dogodke, kakšne nove predloge zahtevamo, ne pa zato, da vlečemo ven stare probleme in jih potem izpostavljamo na razrednih urah. Na plano je prišla tudi huda kritika v smislu učiteljskega besedišča v konfliktnih situacijah. Eno učenko je obtožila, da je govorila, pač vmes med poukom, sploh ni jo je ven poslala in ko je ven poslala, pač je še rekla jebi se, učiteljica pač učenki.
Pa rekla je, pač da jo vsi drkamo v glavo, ne, učiteljica je to nam rekla. Pač dobesedno imamo na naši šoli, imamo kar probleme z učitelji. Pač res avtoriteta bi lahko povedala tudi v tem. Žal je bilo slišati tudi, da prihaja do ocenjevanja glede na debelino denarnice staršev. Tudi pri ocenjevanju in pri spoštovanju učenec, pač učitelji spoštujejo včasih tudi tiste učence, ki imajo pač njihovi starši večje premoženje. Ne vem se zakaj, ampak tako je. Mladi so večkrat izpostavili potrebo po več praktičnih vsebinah. Kaj je pomembno za našo življenje, se pravi za naprej, posredno in neposredno učenje? Dali smo primere, da imamo posamezne predmete, se pravi fizika, kemija, matematika in pa potem tiste predmete, ko bi nam mogoče stvari prišle bolj prav. Se pravi, v šoli smo prišli do zaključka, da se nekako ne učimo to, da bi imeli, ne vem, kako menjati žarnico, kako plačevati položnic, naprimer, da bi se bolj učili to neko splošno znanje, ki bi nam prišlo prav v nadaljnjem življenju. Kaj pa na to pravijo odrasli? Že pred mnogimi leti je Komenski rekel, da kar vidi pozabi oziroma sliši pozabi, kar pa naredi si pa zapomni. Zagotovo ima naša šola te možnosti, kajti naši kurikuli ali učni načrti so tako sestavljeni in zgrajeni, da poleg, bomo rekli, faktografskega znanja ali kognitivnih sposobnosti omogoča tudi druge spretnosti in veščine. Veliko je res odvisno od učnih pripomočkov in seveda tudi od učitelja, ne? Kako si naravna svoje pedagoško delo, svoj pedagoški proces in če učenci to izkazujejo potrebo, mislim, da jim je treba prisluhniti. Žal pa na plenarni razpravi praktično ni bilo več ravnateljev, da bi slišali dobre predloge in jih morda uvedli v šolsko delo, saj sistem to očitno dopušča. Posodabljanje našega procesa nam kar malo omogoča tudi še precej zastarela organizacija pouka. Slovenija imamo še vedno organiziran pouk na 45 minut in jaz razumem učitelja, da je pogostokrat v dilemi, kako organizirati poleg vsega v teh 45 minutah. Šolam predlagamo, da si naredijo strnjene učne ure, to pomeni, da izvajajo fleksibilni predmetnik, da ima na dan otrok oziroma učenec 3 do 4 predmete, ki ima ure dolge, niso več 45 minut, so 90 ali 120 in je dosti več priložnosti tudi za tako praktično delo ali preizkušanje ali laboratorijsko delo ali terensko delo. Slišali smo tudi za način, kako lahko mladi vplivajo, da dosežejo spremembe. Treba je dati pobude, treba je začeti neko usmerjenost, naprimer pri razrednih urah, se te spremembe v bistvu povejo učitelju, kaj tudi mi mladi želimo, saj je tudi naše stališče pomembno, v bistvu, da začnemo to uvajati in marsikateri učitelj se potem tudi zamisli in začne to v lasten pouk uvajati. Kakšen pa je po mnenju učencev dober učitelj? Ki v razredu vzpostavi mir in disciplino, ampak ne z slabimi ocenami. Iz celjskega lokalnega parlamenta bo v marcu na regijskem sodelovalo 13 učencev, kasneje pa je na vrsti še državni parlament. Zlasti tam bi razmišljanja mladih morala priti do izraza, a žal sistem otroških parlamentov odraslih ne zavezuje k dejanjem. Tudi letos je v City centru Celje na ogled pomladna razstava z idejami za ureditev vrta. Vrtnarstvo Botanika jo je pripravilo v sodelovanju s Celjsko srednjo šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti. V sklopu razstave, ki so jo letos poimenovali Pomlad 5 elementov, pa so pripravili tudi brezplačne delavnice. Letošnja pomladna razstava cvetja je 7. zapored v največjem celjskem nakupovalnem središču. Tokrat so jo posvetili Feng Shuju. Vsako leto je neka druga tema. Idejna zasnova je pa letos bila nekako povezana z celostno zasnovo tega vrta. Ravne linije, mehke linije, pa v bistvu dejansko cvetje, ki se preliva iz pomladanskih, rožnatih pa rumenih barv. Tudi letos so razstavo zasnovali v vrtnarstvu Botanika, pri postavitvi pa so sodelovali tudi dijaki Srednje šole za hortikulturo in vizualne umetnosti. Se mi na šoli zavedamo, da je zelo pomembno, da dijaki teorijo, ki jo dobijo v šoli, nekako povežejo s prakso. In že več let mi sodelujemo z vrtnarstvom Botanika z Rašine vasi, ker kot vidite, gledalci vsako leto vedno ponovno vas presenetimo s prebujanjem pomladi v City centru Celje.
5 osnovnih elementov po Feng Shuiu je tako povezanih na tej razstavi in kot so ob njej zapisali, elementi predstavljajo gibanje življenjskih energij v naravi. V vsakem vrtu naj nekako ne bi manjkala voda. Voda je sprostitev, voda je dejansko tisto, ki človeka pomirja, da les pa kovinski deli dejansko so tudi nekako po Feng Shuiu sicer bolj stranski, ampak glede na to, da izhajamo iz vrtov, ki so manjši, si moramo pomagati, da recimo dobimo določene višine ali pa razmejitev vrta. Barve, svetlobe in pa kamenje, dejansko to pa tudi skupaj gre v eno celostno obliko, se pravi ogenj, skale, kamen, dejansko pa tudi nudi nekako toplino ob večerih ali pa recimo za prijetno druženje s prijatelji v neki taki romantični zasnovi vrta. Pri ureditvi vrta je pomembna kreativnost in izvirnost, pravijo avtorji razstave in poudarjajo, da se da tudi na majhnem prostoru narediti velike stvari. Tako kot se recimo moda ozira po trendih, se hortikultura na nek način ozira po modnih trendih, oblek, frizure in tako naprej. Lahko bi rekla, da ostajamo na nek način pri klasiki, vendar pa pri tem upoštevamo stil posameznega človeka. Torej moraš premisliti, kaj sodi k tebi, to je hišni vrt. Vsak teden od minule srede so pripravljali tudi delavnice, na katerih so lahko obiskovalci dobili številne koristne nasvete. Razstava bo na ogled le še jutri. Iz celjskega javnega podjetja Simbio so sporočili, da bo zaradi vremenskih razmer v nekaterih hribovitih predelih občin moten odvoz odpadkov. Odpadke bodo odpeljali takoj, ko bodo to omogočale vremenske razmere. Na območjih, kjer ne bo mogoč po urniku predviden odvoz odpadkov, bodo ekipe Simbija v prvem naslednjem odvozu pobrale tudi višek odpadkov. Uporabniki lahko višek odpadkov odložijo v svoje vrečke in pustijo ob smetiščnih zabojnikih. Košarkarice Cinkarne Celje so v 5. krogu mednarodne jadranske lige Vaba v svoji dvorani s 93-63 premagale bolgarsko ekipo Beroe iz Stare Zagore. Aktualne prvakinje tega tekmovanja so si tako 3 kroge pred koncem Superlige že zagotovile nastop na zaključnem turnirju najboljše četverice, ki bo 24. in 25. marca. Bolgarska zasedba je v Celje pripotovala brez 2 od 3 Američank, kar je nakazalo, da resnejših ambicij v knežjem mestu nimajo. Domača dekleta so si v prvi četrtini priigrala 15 točk prednosti in s tem napovedala, da bodo tudi v drugem dvoboju s prvo uvrščeno ekipo bolgarskega prvenstva boljše nasprotnice. Beroje je do konca prvega polčasa uspel vzdrževati ravnotežje, Cinkarnarke pa so po glavnem odmoru znova prikazale boljšo predstavo. Z nekaj lepimi akcijami so prednost pred zadnjo četrtino dvignile na 20 točk. Zavzetost slovenskih prvakinj se je nadaljevala tudi v sklepnih 10 minutah. Srečanje se je končalo z izidom 93-63. Najbolj uspešna v celjskem taboru je bila Američanka Odera Chidom, ki je dosegla 22 točk, Iva Slonšak pa jih je dodala 20. Celjanke so skupaj zadele kar 10 od 16 metov za 3 točke. Čestitke svojim igralkam po reprezentančni pauzi, 2 suvereni zmagi, tako v državnem prvenstvu proti Ježici, kot sedaj na tekmi proti Beroju. Mislim, da smo kontrolirali potek srečanja od začetka do konca, manjši padec koncentracije v drugi četrtini, pa vendarle mislim, da zaslužena zmaga. Prihodnji teden je na vrsti gostovanje pri drugouvrščeni Budućnosti v Črnogorski Podgorici. Pravzaprav neobremenjeno, res gremo iz tekme v tekmo, na koncu bomo videli, katerega nasprotnika bomo dobili na samem finalnem turnirju, ne obremenujemo se s tem. V primeru zmage bi Celjanke že pred zaključnim turnirjem potrdile prvo mesto. Po noči se bo sneženje od juga spet nekoliko ukrepilo in zajelo vso Slovenijo. Le ob morju ter ponekod na Goriškem bo večinoma deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, na Primorskem do 4 stopinje Celzija. Jutri bo oblačno, občasno bo snežilo ob morju in na Goriškem rahlo deževalo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 0, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija.
V noči na soboto bodo padavine oslabele in po večini ponehale. Soboto čez dan bo v notranjosti Slovenije oblačno, predvsem na jugu in vzhodu bo sprva občasno še rahlo snežilo. Na Primorskem se bo čez dan delno zjasnilo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno. Thank you.